V življenju se dostikrat sprašujemo, zakaj bi morali početi določene stvari. Če si jih osmislimo, potem so nam lažje. Enako je tudi s postom. Eno vprašanje, recimo, ki si ga zastavljamo, je, zakaj bi se sploh morali postiti. In drugo, pa kdo ima kaj od tega? Post je gotovo ena stvar, ki nam pomaga k večji notranji moči. Spominjam se enega primera, ko sem se pred leti odločil, da bom vsako jutro nekaj minut telovadil, da si malo povečam moč. In začel sem zelo zagnano, potem pa se mi je kmalu začela pojavljati napor je, pa zdaj ne bi, pa ni se mi dalo, pa kaj imam od tega. Ampak sem vztrajal. In bil sem prijetno presenečen, ko sem poleti na rame dal nahrbtnik, da sem ga nesel tako lahko, kot ga do takrat še nisem. 5 minut vsak dan, pravzaprav skoraj nič, ampak nekaj napora in nekaj truda je bilo vendarle treba vložiti in sadovi so se pokazali šele po daljšem roku. Se mi zdi, da je tako tudi s postom. S postom namreč v majhnih dejanjih, v majhnih odpovedih na nek način krepimo vztrajnost. Recimo, če bi rekel, kaj je zdaj s tem postom? Lahko krepimo vztrajnost, ampak ne na tak način, kot je nek menih naredil, ko je rekel, odpovedoval se bom salami, cel postni čas, in jo je imel celo zraven postelje, da bi bila odpoved večja. Kar nekaj časa mu je šlo, ampak na koncu je revež popustil in na dan strogega posta je celo salamo pojedel. Torej, post ni to, da izzivamo sami sebe, ampak gre dejansko za to, da se nekoliko umaknemo od stvari, ki nas preveč vlečejo. Čisto recimo nekaj primerov. Če si tak, da rad lenariš, potem se boš najlažje umaknil od lenobe, tako da boš povabil enega prijatelja ali pa dva, da pride recimo na vsak drug dan do tebe, pa da skupaj naredita kratek sprehod. Če recimo rad brskaš po internetu v pozne nočne ure, si morda zadej, da po 22. uri pač ne greš več na internet. Če si sladkosned in je težko končati s piškoti, dokler ni na krožniku nobenega več, si pač pomagaj tako, da si jih daš iz škatle na krožnik malo manj, škatlo spravi v omaro, potem pa pač tiste z užitkom pojej. Če si jezen, si zadej morda za trud in si izberi en dan v tednu, ko se boš malo manj jezil. In to so tiste drobne stvari, po katerih naredimo v daljšem času velike korake naprej. Zato pogumno, vaja dela mojstra in vsak postane mojster, če pridno in vztrajno dela vajo. Torej, želim vam vztrajnost, seveda tudi jaz se bom trudil v tej smeri.